Živijo, pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Jaz danes se javljam trenutno iz avta in odločila sem se, da bom vlogala, ker grem danes za cel dan na blogersko konferenco lepotnih blogerk in sem se odločila, da vas sabo vzamem. Tako da danes grem na žalost sama, ni Sonja z mano, mojega partnerja v zločinu, tako da upam, da bo fajn. Veliko punc bom novih spoznala, verjamem, da so vse ful v redu, prijazne, družabne, tako da jaz upam, da se bomo zabavali, spoznali kaj novega, se naučili kaj novega in ja, vas vzamem s sabo. Ja, mogoče, malo se bom razvala na blogerstvo, glede na to, da sem blogerka. Prva stvar bi rekla, kar sem se naučila v vseh teh letih, je, da nikoli ne boš mogel ustrezati, oziroma ne boš všeč vsakemu. In nima smisla, da se to trudiš, ker je to enostavno nemogoče. Ste videli, kako to poteka na teh blogerskih eventih. Jaz sem se pa zdaj odločila, da vam pokažem še, kaj vse smo blogerke včeraj dobile. Tako da jaz sem tukaj zraven pri sebi na tleh vse vrečke in torbice in ostale stvari. Moje najboljše, da kar začnemo. Ok, najprej čisto na začetku, ko smo noter prišle, smo dobile v bistvu takole značko, tale je moja, če se bo videl. Pač enostavno ime tvojega bloga oziroma YouTube kanala in pa zraven je prišla še tale Melvitina vrtnična vodica za obraz. Ta je ful dobra za osvežiti make-up, jaz se ponavadi pač jo malo premešam in se kar pošpricam. Tako da ful diši po vrtnici, obviously. Tako da ja, prvi izdelek. Vele imam želik zraven sebe. Takle lambrček oziroma vedro. Noter smo dobile dva taka smutija, ne vem, če jih poznate. Tole so, če se ne motim, arauh smutiji, taki sadni. Ful so dobri, jaz sem enega že spila, tega le bom verjetno tudi danes. In ja, dva takale smutija, eno posvetilo noter, nisem ga še odprla, tako da moram tudi pogledati, kaj piše. In pa takole vedro z temle okrasnim zelenjem. Po moje bo fajn prišel tale vedro za kakšno rožico noter dati, pa pač pol na poličko v sobo. Še preden grem naprej na vse ostale zadeve, bi rada omenila še to. Eden izmed podjetij, ki so včeraj bili tam, sta bili tudi v bistvu Essence pa Catrice in oni so nam že, mislim, da 1 ali 2 dni prej poslali po pošti, kao da bi lahko lažje dočakale blogerke pač event. Neko manjše darilce in prva stvar je bila tale Metal Chrome, če se bo videl, ja, blush. Zdaj ful se svet, jaz mislim, da bi bil mogoče malo bolj primeren za highlighter ali pa mogoče celo sam tako za čez kakšen blush, tako da da tak malo bolj sijoč videz na ličkih. In pa zraven smo dobile še od Catrice takale šminkica je tale, mislim, da je velvet mat, zdaj ne vem, če se bo videl na kameri, ampak tudi, ko jo pogledaš, že sam se vidi, da je zelo taka žametna šminka, no. Ok, naslednja je tale vrečkica iz stojnice Honor, to je bil en telefon, so ga predstavljali, tako da, gledam, da je kakšen mobilni dodatek, aha. Če se bo videl, takole. To je v bistvu se nalep vzadnji na telefon, če se ne motim, takole gor in pol pač v bistvu ti lahko lažje držiš telefona, kot nek prstan za telefon. Prej smo na stojnici od Yankee Candle dobile takole darilno škatlico, ja, in pa posebej še eno svečko, ki si v bistvu sam zbral iz njihove nove kolekcije. Jaz sem si valjda zbrala tole najbolj tipičen božični von, tale je Christmas Magic. Noro diši, zdaj če iščete kakšne nore božične vonje, jaz vam predlagam Yankee Candles, super so,
dolgo gorijo in močen vonj je, kar je meni top. Zdaj tukaj noter se pa skrivata v bistvu še dve. Tale je Soft Blanket, tukajle, ja. In pa še ena oranžna, tale je pa Cinnamon Stick, se pravi cimetova palčka. Direkt po cimetu diši, tako da če komu ta vonj všeč, definitivno primeren. Dobili smo tudi take poštarčke, oziroma vsaka je dobila svoj poštarček, gor piše sem najboljša različica sebe, #sloaž, to je od Višija, linija, tako da če vas zanima, definitivno prečekirajte. Meni bo pa prav prišel v mojem studiu. Tole je takale nakupovalna vrečka in noter je The Body Shop, ok. Zdaj dobili smo nek testerček za nočno kremo v bistvu, tako da to bomo še videli. Intenzivna nočna krema, ok. Pa smo dobile Body Butter Frosted Berries, ok. Tudi zgleda v redu, takle za telo, ne, ok. Kaj smo še dobile, nekaj je še noter, nekaj lepo zgleda. Pa smo dobile še ful enih testerčkov, se pravi, čakaj da vidim zdaj kaj je tole, Clarifying Polishing Mask, ok, se pravi, tole bom definitivno probala, tole je njihova očitno maska za obraz, ja. Potem smo dobile Youth Bouncy Sleeping Mask in Youth Liquid Peel, se pravi, še eno njihovo masko za v bistvu čez noč in pa nek tekoči peeling oziroma nek isto za nego obraza. Zraven smo dobile pa še, mat tekočo šminko, definitivno bom probala. Jaz sem jo dobila v odtenku Tuscany Lily 035. Bom zdaj še zavitano v tele foliji, jo bom pol mogoče odpakirala, pa mogoče enkrat na storiju pokažem še tam pač odtenke. In ja, to je to od The Body Shopa in gremo naprej. Ok, ker smo že lih pri make-upu, tole je vrečkica iz stojnice Lutique Makeup. Zdaj ne vem, če ste že slišali za to. To je v bistvu nova kozmetika, nova znamka v Sloveniji. Jaz sem se pogovarjala s puncami na stojnici, so rekle, da imajo odprte fizične trgovine že v Mariboru, Celju. Mislim, da so rekle, da se zdaj kmalu odpre v Kopru, če se ni že, in pa definitivno iščejo še lokacijo za Ljubljano. Je pa na podoben način, vsaj kar se mene tiče, jaz sem dobila tako, ko sem malo po slikah gledala, kako izgledajo njihove fizične trgovine, da je v bistvu na nek način podoben k Kiko. Zdaj meni Kiko, določeni izdelki so mi super, kakšne lahko tudi kje druge, malo boljše najdem, ampak sem navdušena, da sprobam. Zdaj oni so nam dali njihov nov puder, tekočo podlago. Jaz upam, da bo ta prav odtenk. Če ne bo, bo pač ta puder šel v druge roke. Potem naprej smo dobile primer za obraz. Mislim, da so punce rekle, da je hidratantni, tako da definitivno za bolj suho kožo. Čeprav tudi jaz, ki imam masno kožo, rabim vlaženje kože in mogoče se ga dejansko odločim tudi probati. Me zanima, kakšen bo pol na obrazu in kako se make-up pol naknadno obdrži. Pa smo pa dobili še takole, po moje to tester, verjetno v trgovini se dobi večji izdelk, je pa maskara za obrvi oziroma, kako bi rekla, ta fiksera čez obrvi. Ok, pa imamo pa še Metallic Eyeshadow, se pravi metalna senčka za oči. Zdaj da vidimo, kakšen odtenk smo dobile. Aha, je pa v odtenku 02, če kjera kaj pozna, no. Pakiranje je pa tako takole mat, luškano. Aha, ogledalček pride noter, je pa taka lepa rdeča, definitivno bom en make-up posnela s tem. Pol v decembru, čakam sem, da, ful dober feeling. Skoraj tako, kot da bi bila malo mokra, v bistvu sploh se ne praši ne nič, mislim praši, tako kot včasih, ko potegneš s prstom oziroma čopičem po senčki, se včasih prah okoli nabere. Ta je pa, kot da bi bila tako malo mokra, mastna, v bistvu taka oljnata. Wow, ful dober. Vidite to barvo? Noro.
Ok, naprej imamo tole darilno vrečkico Nelipot. Zdaj, jaz sem slišala, nisem še nikoli probala njihovih izdelkov, si je pa Sonja zadnjič naročila njihov ta najbolj znan deodorant in je rekla, da je top, da je pač edini, ki dejansko dobro učinkuje. Tako da zraven smo dobile pač takole brošurco, kjer o vsakem njihovem izdelku nekaj piše, da si lahko prebereš. Jaz sem si izbrala, v bistvu na njihovi stojnici so imeli večino svojih izdelkov, mislim, da vse v takih malih posodicah razstavljene in si lahko v bistvu nabral tiste, ki si jih želel sprobati. Tako da jaz sem vzela v bistvu deodorant za mladostnike. Potem sem si vzela tale njihov najbolj v bistvu znan deodorant, ki je v bistvu tudi mislim, ta je najmočnejši od vseh, ki jih imajo v ponudbi. Pa sem si vzela tole mažo, ki naj bi bila v bistvu s čebeljim voskom in ne bi zacelila vse, se pravi, rane, praske, ne vem, in podobne zadeve. Tudi pa je za ustnice je ful dober, tako da se veselim ga probati. Ok, na koncu sem si izbrala pa še tale prah, tole se imenuje po njihovo žvrkla in namenjen je pa v bistvu, tle njim piše žvrkljaj do dobrega zadaha. Zdaj, mene so dobili s tem, da ne bi to pomagali pri zobnih oblokah in temu, in ker sem imela jaz par let nazaj v bistvu dosti probleme z dlesnimi in zobnimi oblogami in s tem se veselim probati tega. Jaz upam, da bo to pomagalo. Če pa koga zanima, kako in kaj bi to učinkovalo, mi pa spodaj v komentarju pustite, pa bom pač se enkrat naslednjič vrnila in povedala svoje mnenje glede tega. Ok, naprej imamo tole vrečko od Caudalie. Glavna stvar, ki smo jo pri njih dobile, je ta Glow Activating Anti-Wrinkle Serum. Se pravi, serum za sijoč videz kože in pa proti prvim gubicam. Tako da me zanima, kako bo to delovalo, definitivno za sprobati. Elvita nas je v bistvu čisto na začetku pričakala in nam podarila takole darilno vrečkico. Kaj se noter skriva? Zdaj, meni je bilo ful cute, ko sem videla tole. Kuli, ful lep kuli, tak roskast rose gold in pa njihov blokac za pač zapiske delati oziroma bilo kaj. Pa smo pa zraven dobile še njihovo takole torbico kozmetično in da vidimo, kaj je noter. Spet polhanjenih testerčkov. Zdaj tako, jaz Melvitine stvari sem že uporabljala, sem bila zadovoljna z njimi. Imajo super stvari, tako da če vas mogoče matra, da bi probali kaj, definitivno pejte na pač njihovo stran ali pa v fizično trgovino pogledati. In dobile smo pa v bistvu 2 testerja za hidratantno dnevno kremo za normalno do dehidrirano kožo. Tole smo dobile je krema za roke. Pol pa noter smo dobile še vedno priročno in vedno prav pride taka lepilca za nohte. Tole bo šlo direktno v mojo torbico. Ok, pri Melviti noter smo pa dobili v bistvu še neko suho olje za obraz. Imenuje se Extraordinary Oil. Izjemno zlato olje, negovalno suho olje za obraz, telo in lase. Zgleda pa takole. Naslednja stojnica oziroma podjetje, ki se je predstavljalo, je bilo podjetje Geliš in noter sem dobila, se pravi, podlak, barvni lak in pa nadlak. Potem naprej je tale srebrna siva vrečka, ki sicer nič gor ne piše, tako da bomo takoj videli zdaj, za kaj se gre. Zdaj smo to dobila na stojnici od Philips Lumea, tegale laserja za odstranjevanje dlačic doma. Madonna. Takale spet ena kozmetična torbica, joj, to bo to prav prišlo. Jaz jih imam res veliko, ampak takih barvam se pa jaz ne moram upreti. Naslednja vrečka je tale vijolična od Alterna Hair Care, oziroma mislim, da se tole imenuje, če se ne motim, je bila stojnica Star Beauty. In noter smo pa dobile, zdaj jaz ne vem, spet poudarjam, ne vem, če smo vse isto dobile. Jaz sem dobila tole Olaplex Hair Perfector. Ful sem že slišala o temu in me definitivno zanima, kako se bo izkazalo. Ok, pa smo pa noter dobile še od Alterne Caviar Transformation Kit. Zgleda pa takole, zdaj ne bom čisto odpirala, ker se itak vidi verjetno vse te 4 izdelke noter dobimo. Ok,
Ok, vmes na enem od predavanj smo dobile tudi tole vrečko, tole je Icon podjetje in oni so nam v bistvu pripravili njihov produkt anti-aging, se pravi, ki je v bistvu 3 v 1 izdelek in je v bistvu maska, dnevna krema in kot nek primer za pod tekočo podlago. Sam zanima, kako to zgleda od znotri. Ok, zanimivo. Definitivno za poskusiti. Najbolj me dobijo s tem, ker ne bi bil primer za podtekočo podlago. Kot make-up artist vedno rada sprobavam take zadeve. Potem naslednja vrečka je, se pravi, House of Perfumes. Jaz mislim, da smo to dobile na stojnici od S. Oliverja, če se ne motim, kjer so imeli v bistvu predstavljeno, je to S. Oliver, njihovo novo dišavo za ženske in Madonna, tole pa diši. Zdaj jaz ne bom preveč odpirala, ker sem, kot sem rekla, jaz svoje parfume že imam, tako da mogoče bom tole celo podarila. Zdaj pa ena znamka, ki pač upam, da ne bom preveč razmrcala njihovo ime in tole nekaj francoskega, jaz tega ne znam izgovoriti, ampak se bom potrudila. In mislim, da se reče Cove de Minime, upam. In tole je v bistvu njihovo razpršilo za v bistvu lažje spanje. Punce na stojnici so rekle, da se ga poprši po polštru, po postelnini in ima en tak pomirjevalni učinek, da se lažje in hitreje zaspi. Ok, še čist malo nas čaka. Zdaj naslednja je vrečka od Gardenije. Tudi Gardenija je bila ena izmed sponzorjev in mislim, da je vsaka dobila z različno rastlinco. Jaz sem dobila tako v enem full cute lončku in bo šla direkt na mojo okensko polico. Ok, zdaj pa tako, to je zadnja izmed vrečk, ki smo jih dobile blogerke, se pravi na tej lepotni tržnici, na pop-up tržnici, ki je bila pač organizirana in tole je od Makeup Revolution. Noter pa valjda dobiš stvari lepo zavite v tole vrečko oziroma papir od ličila.si, tako da dajmo pogledati. Noter smo dobile tole njihovo paletko, tale je Flawless 4. Definitivno super paletka, super izbira. Zdaj jaz bi jo ful rada odprla in sam pogledala barve, kakšne so, ampak bom videla, če jo ne bi mogoče celo dala v kakšno nagradno igro. Tako da, mogoče mi v spodaj v komentarju napišite, kjere izdelke, ki sem rekla, da bi jih lahko vključila v nagradno igro, bi si vi mogoče želele zadeti oziroma dobiti, če bi bile izžrebane, da vidim, kjeri so mogoče malo bolj priljubljeni, kjeri niso toliko zanimivi, pa da pol naredim malo selekcijo. Glede na to, da jih je ful veliko, bo kar treba malo razmisliti, kaj vse dati naprej. Ok, pa smo dobile še zraven neko kodo za popust in pa tole njihov liquid highlighter, se pravi tekoči highlighter na pumpico. In tole mislim, da je iz njihove nove kolekcije. Mislim, da je zdaj pred kratkim išla. Tale je pa Unicorn Elixir. Ok, pred koncem nas čaka pa še... Madonna. Zdaj tako, preden smo punce odšle, nas je Nika Vegar, organizatorka, pač smo se od nje poslovile in tako naprej. In je rekla, da nas na koncu pred izhodom čaka še eno presenečenje. In jaz res nisem pričakovala, da bo tako taka ogromna vreča oziroma tak ruzaček. In to je ful težko, to je dejansko težko, jaz bi rekla, da ima to vsaj 1-3 kile, vsaj, če ne še več. Ok, prvo, kar vidim, je višji vrečka, noter je, da vidimo, tole je, kot sem že prej povedala, od tega polštrčka iz iste linije, kakor je bil polštrček, napis na polštrčku, je Sauvage. V bistvu tole je njihova dnevna krema proti prvim znakom staranja z zaščitnim faktorjem 30, tako da za sprobati. Kaj imamo naprej? Naprej imamo Collagen Lift od Medexa. Mislim, da je nekaj podobnega moja sestra že enkrat jedla, ampak moram jo vprašati, no. Nisem še nikoli kaj takega jemala, piše pa, da zmanjšuje gube, izboljša čvrstost in elastičnost kože.
kolagen natikol z vitaminom C in hialuronsko kislino v prahu. Pa imamo od Avona naprej BB kremo, ne ni BB kremo, kaj ti govoriš, tole je lak za nohte, 7 v 1, zdaj ga bom pa prav, zdaj piše Perfect Pink, me prav zanima, kakšna bo to barva, o Madonna, to pa je lepa barva, to je pa ful lepa barva, wow. Pa imam pa naprej še, se pravi, navaden lak za nohte, ta je pa tak malo bolj metalik barve, mogoče za prihajajoče božične praznike. Pa imam pa od Avona še noter Planet Spa, se pravi, to mislim, da je njihova linija, če se ne motim, in tole je krema za roke. Ok, naslednja stvar, ki sem jo nekaj vam potegnila, je Secul. Spet ena taka torbica. Ok, v glavnem tukaj noter so stvari za, mislim, so prehranski dodatki, ki v bistvu pomagajo pri izboljšanju imunskega sistema. Aha, naprej smo dobili Kozmotata novega. Super, ker mislim, da ga bom z veseljem prebrala. Potem smo dobili od Smile Concept Store še tale luškan paketek. Živo barven. Bom jaz tole probala čim lepše odlepati. Meni je vedno tako težko strgati take lepo zavite stvari. Noter smo pa, wow, dobile darilni bon za 10 €, super. In pa Make a Wish, tole lušno mini zapestanco. Ja, se jo vidi. Ok, tlele noter mi je pol še tale čudovit rokovnik, Beautiful blogerski rokovnik, ki bo definitivno pomagal pri načrtovanju naslednjih objav oziroma mojih videoposnetkov. Wow, in glede na to, da sem si jaz svoj poslovni rokovnik že naročila in že vpisujem noter stranke za leto 2018, bo tole moj osebni rokovnik. Ok, in še zadnja stvar, tlele noter v tem ogromnem nahrbtniku je tale Afroditina vrečka, da vidimo, kaj je tlele noter. Prva stvar je solni peeling z vonjem sivke. Druga stvar je pa, predvidevam, da tudi z vonjem sivke, ja, body soufflé, soufflé za telo. Evo, in to je to. Zadnja stvar, da smo jo odpakirali. In jaz bi se posebej rada zahvalila Niki Vegar za organizacijo celotnega dogodka, vsem, ki so prišli predavati oziroma govoriti, in pa vsem sponzorjem oziroma podjetjem, ki so sodelovali pri temu. Tako da jaz sem se imela fino. Punce, če vas kaj več o temu zanima, definitivno ne pozabite prečekirati, verjetno bojo vse punce, ki smo bile tam, oziroma blogerke, napisali ali objavo, ali posneli video, ful bo enih informacij tudi tam, tako da prečekirajte še njih. To je to za ta video, jaz upam, da vam je bil všeč. Naslednji teden prihajajo novi izzivi na moj kanal, tako da ne pozabite se naročiti. Definitivno pa ne pozabite prečekirati ostalih videov, tlele gor vam bom pustila še moj seznam vlogov, ki že obstaja, in pa v komentarjih vspodaj mi napišite, kaj od vsega tega, kar sem zdaj pokazala, bi si mogoče želeli v nagradni igri, ki sledi kmalu, ker prejšnji vikend ste me totalno presenetili in presenetili, fantje. Noro, presegli smo 1500 naročnikov na YouTubeu tako v parih dneh in ful sem vam hvaležna za to, tako da en velik hvala. In ja, to je to in se vidimo naslednjič. Čau!